Slovenska ljudska stranka bi se danes želela zelo jasno in odkrito opredeliti do tega primera predsednika Zadružne zveze Slovenije in seveda s tem povezano problematiko visoke plače. Mnenja smo, da so zadeve vendarle šle predaleč in da je bilo dovolj skrivanja, bilo je dovolj časa, da se in možnosti tako internem pozivanju, kot tudi z naše strani javnem pozivanju, da se vse zadeve, vse obtožbe o očitki, ki so bili navedeni v mnogih medijih, da se jih zavrne, da se jih argumentirano zavrne, vendar žal tega gospod predsednik Peter Brisk do sedaj ni storil, ni zavrnil argumentirano višino svoje plače. Jaz menim, da če trdiš, da ni res, da imam 18.000 evrov plače in da trdiš, da je to plača treh, mislim, da živimo v takšni državi, demokratični, da lahko svobodno, brez kakršnega koli skrivanja ljudem, predvsem pa članom zadruge, pokažeš svojo plačilno listo. Argumentirano niso bili zavrnjeni tudi vsi ostali očitki v člankih in prispevkih, ki so jih mediji objavili. Za tega del je bila v zadnjem tednu, morda še kaj več, seveda v stranki burna razprava. Lahko tako malo po domače rečem, celotna stranka je po luftu zaradi teh dejstev. Ljudje so ogorčeni, so ponižani, počutijo se, kot da bi se iz njih nekdo iz vrha norčeval, jih podcenjeval. Hkrati gre tudi za ignoriranje stranke kot takšne. Jaz osebno sem govoril z gospodom Petrom Briskom, ga direktno vprašal, kakšna je njegova plača in žal tega odgovora nisem dobil. Prav tako sem ga prosil, rotil mu, predlagal, da čim prej skliče novinarsko konferenco in da na tej novinarski konferenci argumentirano vsebinsko zavrne vse očitke, ki so pač mu bili očitani. Morda plača res ni 18.000 evrov. Morda je kaj manj. Če je tretjina, pomeni, da ima minimalno plačo predsednika vlade. V situaciji, v kakršnem se je znašlo kmetijstvo, ob socialnem položaju slovenskih kmetov takšnem, kakršnem je, in ob situaciji tudi sicer, se nam zdijo ta dejstva preprosto absurdna. Zaradi vsega tega smo se v stranki odločili, da gospoda Petra Briska pozovemo, da izstopi iz Slovenske ljudske stranke. Torej, Slovenska ljudska stranka poziva gospoda Petra Briska, da izstopi iz stranke. Ne sprejemamo argumentacije, da je to napad na zadružništvo. Ampak so to po naši oceni resna opozorila, da na Zadružni zvezi nekaj ni vredno. Takšna in podobna opozorila so na Zadružno zvezo romala tudi iz naše stranke. Iz strani mnogih pomembnih ljudi v stranki, ki se spoznajo na kmetijstvo. Torej, tudi sicer smo v stranki kritični do delovanja Zadružne zveze Slovenije in sam sem na to opozarjal že ob mojem nastopu funkcije predsednika Slovenske ljudske stranke v kongresnem govoru. Menimo, da bi morala veliko več storiti za razvoj zadružništva.
Mimogrede, sistem zadružništva temelji na solidarnosti kmetov. In človek se lahko upravičeno vpraša, kaj bi ob teh dejstvih porekel Janez Evangelist Krek. Kaj bi storil on, da bi ugotovil, da nekdo v zadružnem sistemu funkcionira tako, kot je bilo zapisano in da prejema takšno plačo. Zanimivo bi bilo vedeti njegov odgovor ali pa njegove ukrepe. Poglejmo konkretno. V Prekmurju zadružništva praktično ni. Imamo nekaj zelo šibkih zadrug, ki praktično ne funkcionirajo. Razmahnil se je, seveda so se gospodarske družbe na področju kmetijstva, tukaj mislim seveda uspešno podjetje Panvita, ki dobro deluje. Pa vendarle bi nasprotju temu uspešnemu podjetju moralo stati uspešno in dobro organizirano zadružništvo, predvsem za dobro kmetov, tistih najmanjših malih kmetov. Sedanjemu ministru Židanu je bilo očitano, češ, da je uničeval male kmete v Prekmurju. Ne, minister Židan, takrat direktor Panvite, je uspešno vodil podjetje Panvita in pravzaprav zadeval gole v prazni gol, zato ker v tistem golu, kjer bi morala stati kakšna zadruga, ni bilo golmana. Dotaknil bi se morda tudi večje organiziranosti, ki bi po naši oceni morala biti v zadružništvu, predvsem na področju komercialnih tokov. Tukaj mislim predvsem nabavo in tudi prodajo. Če bi to bilo organizirano bolje, kot je, najbrž danes ne bi bila takšen problem, kot je, denimo cena pšenice. Lahko bi naštevali še marsikaj, cene mleka in tako naprej. Ob vsem tem, kar smo slišali in kar ni bilo nikakor zavrnjeno, argumentirano in tudi sicer ne, bi bilo najbrž tudi modro, da se organi zadružne zveze ustrezno odzovejo in da resno razmislijo o morebitnih ukrepih znotraj zadružne zveze. Morda tudi kadrovski. Ampak tu se ne bi želel spuščati v detajle, to je vendarle stvar zadružne zveze. Lahko rečem, da se lahko zgodi ta poziv, da gospod Peter Vreski stopi iz stranke, da lahko pomeni to tudi začetek neke katarze v Slovenski ljudski stranki. Ampak očitno do tega tudi mora biti in jaz že vnaprej napovedujem, da bomo predvsem zaradi boljšega in dobrega funkcioniranja vseh teh inštitucij, ki so v kmetijstvu, takoj po volitvah opravili resno debato, kako in kaj naprej. Tudi za kmetijsko gozdarstvo zbornice. Morda toliko za uvod. Hvala lepa. Hvala lepa.